dočakat dan, da kudar sunce hodi, prepiri svita bo pregnan, da rojak prost bo vsak, neuragla sosed bo mejak, da rojak prost bo vsak, neuragla sosed bo, nevragla sosed bo mejak. Spoštovane občanke, spoštovani občani, cenjeni gostje, dragi prijatelji, predvsem pa dosedanji in še posebej letošnji občinski nagrajenci. Dober večer in dobrodošli na slavnostni akademiji ob občinskem prazniku občine Železniki, ki ga obeležujemo v spomin na prvo omembo teh krajev v najstarejših pisnih virih iz leta 973. Prijazen pozdrav nocoj namenjamo našim spoštovanim gostom. Najprej gostitelju, županu občine Železniki, Marku Gaserju, soprogo. Poslancu Državnega zbora Republike Slovenije, Žanu Mahniču. Članu Državnega sveta in predsedniku Zveze paraplegikov Slovenije, Danetu Kastelicu. Z nami je župan pobratene občine Lepoglava, Marjan Škvarič, soprogo. Pozdrav županom sosednjih občin. Z nami je župan občine Žiri, Franci Kranjc, soprogo. Med nami sta tudi župan občine Gorenja vas - Poljane, Milan Čadež. In župan Bohinja, Jože Sodja. Lep pozdrav tudi podžupanoma Železnikov, Janezu Habjanu in Tomažu Demšarju. Svojo odsotnost pa je danes opravičil nekdanji predsednik Borut Pahor. Letos je praznovanje ob visokem jubileju, 1050. obletnici prve pisne omembe krajev pod Ratitovcem še posebej slovesno. Izjemen dogodek je bil že včeraj zvečer v Sevcih. Danes pa dodajamo še enega od koščkov v mozaik dogajanja v tem prazničnem letu. Sevca so bila prvič omenjena v darilni listini nemškega cesarja Otona II. Frajzinškemu škofu Abrahamu. Listino, v kateri je navedeno, da nemški cesar fevdalnim gospodom škofom iz Frajzinga podeljuje območje celotne Sevške doline, vse od vrhov Ratitovca preko porečja Sevške Sore do gore Lubnika, danes hranijo v Münchnu. Edino in s tem tudi najstarejše izpričano naselje v dolini, ki je bilo omenjeno v listini, so Sevca, zapisane kot Celcah. Podatkov o vasi ne najdemo. Je pa znano, da je bilo v okolici večje število prazgodovinskih postojank, ki izpričujejo stalno naselitev v obdobju vse od starejše železne dobe naprej. V tem kontekstu je najbolj znana Štalca pod Kališi. Zato je mogoče sklepati, da so bili prvotni prebivalci Sevc starosevci, torej prebivalci, ki so na tem območju živeli neprekinjeno vse od leta 700 pred našim štetjem. Darovnica tudi jasno prikaže, da je bilo celotno območje Sevške doline z vsem, kar je takrat na območju že bilo oziroma obstajalo, podeljeno frajzinškim škofom.
Prav ti so v veliki meri narekovali potek in oblikovali zgodovino našega območja skozi 8 stoletij. Glede obsega vasi Sevca v nadaljevanju izvemo, da je bilo leta 1291 v vasi 13 kmetij, glavna gospodarska dejavnost pa kmetijstvo. Sevca sicer veljajo skupaj s Staro Loko za eno najstarejših prafarn na območju, tako da so bila skozi stoletja družbeno, kulturno in versko središče doline zadnja slaba 3 desetletja, če preskočimo nekaj let desetletij na časovnem traku, pa predstavljajo eno od središč združenih pod skupno občino Železniki. Z novim peresom od lanskega novembra s pisanjem aktualne občinske zgodbe nadaljuje župan Marko Gaser, ki ga vabim k pozdravni besedi. Gospod župan, izvolite. Spoštovane občanke, občani, cenjeni gostje, dragi prijatelji. S ponosom vas nocoj pozdravljam na slavnostni akademiji občine Železniki. Naša skupnost nocoj praznuje spomin na prvo pisno omembo teh krajev, posebej slovesno s vsemi letošnjimi občinskimi nagrajenci, ki so se v preteklosti posebej izkazali s svojim delom in doprinesli k prepoznavnosti in ugledu naših krajev. Skupni praznik je čas za praznovanje, pa tudi za postanek in razmislek o naši identiteti in skupni prihodnosti. V zemeljskemu prostoru, v katerem vežejo ljudi jezik, kultura, način življenja, skupna družbena volja, minljivost in prihodnost, pravimo domovina. Beseda, ki blago zveni v vsakem zavednem ušesu, je stvarnost, zaradi katere vemo, kdo smo in kam spadamo. Svojo prihodnost moramo graditi na podlagi zgodovinskega spomina. Ceniti in razvijati moramo svojo narodno zgodovino in si jo vsaditi v naša mlada srca, da ne bomo verjeli tistim, ki hočejo dokazati, da smo narod brez zgodovine in korenin. In enako, tudi prostoru, kjer nas vežejo še bolj isti jezik, kultura, volja, minulost in prihodnost, pravimo občina. Mi ji pravimo Sevška dolina. To je naš skupni dom, v katerem razvijamo lokalno kulturo in se zavedamo svoje zgodovine in še kako močnih korenin. Ljudje, ki tu živimo in delujemo, ustvarjamo podobo sveta naše rodne domovine. Ko je čas za odločitve, jih sprejemamo. Ko je čas za trdo delo, vztrajamo. Ko pridejo izzivi, ne klonemo. Že leta obdelujemo ta košček sveta pod Ratitovcem in nadaljujemo tradicijo naših prednikov. Na njihovih ramenih in brez številnih izkušnjah in modrostjo pogledujemo v prihodnost z načrtovanjem in jasnimi cilji. Ob tvornem sodelovanju me tega pogleda v prihodnost ni strah. Zato bom spodbudo čestital vsem osnovnošolcem in odličnim srednješolcem, ki se podajajo novim izzivom naproti, ter s hvaležnostjo za vse dosežke segal v roko letošnjim nagrajencem. Ob letošnjem občinskem prazniku, ko se spominjamo 1050 obletnice prve pisne omembe teh naših krajev, občankam in občanom iskreno čestitam in želim pripadnosti, skupnega sodelovanja in povezovanja, ki bodo edini kos nalogam in izzivom prihodnosti. Najlepša hvala spoštovanemu županu. Sevška dolina, darovani del, je bila in je še del širšega škofjeloškega kot enotnega dela frajzinške nadškofije. Iz tistega časa se je ohranilo lepo število urbarjev, ki predstavljajo enega najbolj zanesljivih in relevantnih virov za proučevanje srednjeveške in zgodnje novoveške zgodovine. Poleg pisnih virov se je ohranilo tudi kartografsko gradivo, med katerim najstarejšo upodobitev Sevc predstavlja
Jožefinska vojaška karta, izdelana med letoma 1784 in 1785, ohranili pa so se tudi različni katastri. Poleg zgodovinskih virov so pomembni tudi nekateri raziskovalci območja, ki so zbiranjem informacij preteklega obdobja prispevali k ohranjanju bogate zgodovine in predstavljajo pomemben vir za poznavanje polpreteklega časa. Že včeraj so se z odprtjem spominskega parka in odkritjem kipov v Sevcih poklonili dvema velikima imenoma Sevške doline, doktorju Janezu Evangelistu Kreku in doktorju Francu Kosu. Poklon vsem prednikom, vsem vam, spoštovane občanke in občani, občinski nagrajenci ter seveda tudi Sevški dolini, pa bo tudi naslednja skladba v izvedbi pihalnega orkestra Alples Železniki pod vodstvom Darje Seliškar. Podobo današnje Sevške doline so ustvarjajo številni mladi in prav mladim, ki bodo sprejeli tudi prihodnost teh krajev in te doline, bomo nocoj čestitali za njihov trud, za izjemne uspehe, ki so jih dosegli bodisi v osnovno, bodisi v srednješolskem izobraževanju. Župan Marko Gaser jim bo spodbudo za njihovo nadaljnjo ustvarjalno pot podelil priznanja in jim ob nedavnem praznovanju Dneva državnosti priložil simbolno še slovensko zastavo. Zato vabim župana in Liljano Tolar z občinske uprave, da se mi pridružita. Priznanja prejmejo izjemno uspešni devetošolci, učenci 9. A razreda, katerih razredničarka je bila Tadeja Šuštar. Benjamin Benedičič.
Ema Demšar, ki je na državnem tekmovanju v atletiki ekipno med starejšimi deklicami dosegla 6. mesto. Eva Magič, ki je na državnem tekmovanju ekipno med starejšimi deklicami dosegla 6. mesto. Teja Šolar, ki je na državnem tekmovanju v streljanju z zračno puško ekipno dosegla 2. mesto. Bo zagotovo prišlo tudi tole priznanje uprave Roke, tule pa naj ga prejme še Tine Tolar. Izjemno uspešni devetošolci, učenci 9. B osnovne šole Železniki, v katerem je bila razredničarka Slavica Mohorč, pa so naslednji: Nina Koder, Polona Pegam, ki je na državnem tekmovanju v atletiki ekipno med starejšimi deklicami dosegla 6. mesto, na državnem tekmovanju iz znanja klekljanja pa 5. mesto in prejela srebrno priznanje. Priznanje prejme tudi Eva Pintar, ki je na državnem tekmovanju ekipno med starejšimi deklicami osvojila 6. mesto. Izjemen uspeh je dosegel tudi Ivan Tušek. Prejel je tudi zlato priznanje na tekmovanju Logična pošast in zlato priznanje na tekmovanju iz logike. V 9. C, v katerem je bila razredničarka Sabina Peternel, pa priznanja nocoj prejmejo naslednji izjemno uspešni učenci. Kaja Arko, ki je na državnem tekmovanju iz znanja klekljanja osvojila 10. mesto in prejela srebrno priznanje, opravila je zlato angleško bralno značko, na državnem tekmovanju v plavanju pa ekipno dosegla 2. mesto. Priznanje prejmejo še Kleja Habjan. Eva Gaber, ki je opravila tudi zlato angleško bralno značko. Po priznanje naj prejme oziroma naj pride, prejme ga Dora Jelenc.
Prejme ga tudi Tinka Kemperle, ki je na državnem tekmovanju v atletiki ekipno s starejšimi deklicami osvojila 6. mesto. Ter Žiga Pfeiffer, ki je na tekmovanjih osvojil tudi zlato Preglovo priznanje iz znanja kemije, zlato Proteusovo priznanje iz znanja biologije, zlato Stefanovo priznanje iz znanja fizike ter opravil zlato angleško bralno značko. To pa so tudi vsi izjemno uspešni letošnji devetošolci osnovne šole Železniki, za katere zdajle seveda posebej skrbita oziroma bosta poskrbela kar 2 fotografa, tako da predlagam, da se malce strnete. Vmes pa lahko povemo, da so do uspehov mlade vodili njihovi mentori. Irena Benedičič, Bernarda Kejžar, Magda Šlibar, Monika Ficko, Ana Luznar, Mitja Lorber, Monika Čemažar in Sabina Peternel. Čestitke še enkrat mladim in njihovim mentorjem. Hvala lepa podeljevalcema in seveda srečno mladim upom Sevške doline. No, preden po priznanja povabimo odlične dijake 4. letnikov, predlagam, da svoja mlada glasbena prizadevanja predstavita naslednja glasbena gosta. Klara Koder obiskuje 6. letnik glasbene šole Škofja Loka. Petje, sopran pri profesorici Saški Kolarič. Ob skladbi Čez zelene trate jo bo spremljal Štefan Kejžar, ki se je igranje na klavirsko harmoniko učil prav tako na glasbeni šoli Škofja Loka pri profesorju Jerneju Hostniku. Izvolite. Žita
Sredi teh gora sreča je res doma. Upajmo, da bodo to besede, ki bodo vabile nazaj v rodne kraje, v Sevško dolino, številne mlade, tudi srednješolce, ki so v Škofji Loki, Ljubljani in drugih krajih z odličnim uspehom zaključili srednješolsko izobraževanje. K podelitvi znova vabim župana Marka Gasarja in Liljano Tolar. Z odličnim uspehom so se ob zaključku srednješolskega izobraževanja izkazali na gimnaziji Škofja Loka Mohor Jelenc, Sara Polajnar, Sara Demšar, na Srednji vzgojiteljski šoli, gimnaziji in umetniški gimnaziji Ljubljana je z odličnim uspehom šolanje zaključila Tonka Šmit. Na Konzervatoriju za glasbo in balet Ljubljana se je posebej izkazala Marija Šubic. Joshua Lintak Demšar je z odličnim uspehom zaključil srednješolsko izobraževanje na Srednji tehniški šoli, Šolskem centru Kranj. Odličen uspeh je na Biotehniškem centru Naklo dosegla tudi Maja Thaler. Spoštovani srednješolci, iskrene čestitke, kdo ve, morda pa se čez leta spet srečamo tu na tem istem prizorišču in vam znova sežemo v roke kot občinskim nagrajencem. Dovolite, da v nadaljevanju zdaj predstavim naslednje goste, člane akademske folklorne skupine France Marolt. Ti so 10. junija letos že tretjič zapored na Maroltovem srečanju odraslih folklornih skupin Slovenije prejeli naziv najboljših v državi. En aplavz, prosim.
Veseli in posebej ponosni smo na Katarino Mohorič, občanko Železnikov, ki je tudi njihova članica v tem modrem birtahu, ne, se reče tako, ja. In hvaležni seveda za to, da jih je pripeljala k nam v Železnike. Fantje in dekleta pravijo, da ljubezen do ljudskega plesa in petja gojijo, množijo in prenašajo na gledalce in poslušalce že 70 leti. Kljub zavidljivi starosti pa se nenehno pomlajujejo, saj njihove vrste večinoma sestavljajo študentje, dijaki in mladi zaposleni. Tu in tam se najdejo tudi člani, ki jih maroltovska energija ne izpusti še dolgo po končanih študentskih letih. Druži jih želja ohranjati slovensko kulturno dediščino ter ljudsko izročilo. Prav vsi aktivni in nekdani člani radi ponosno povedo: enkrat Maroltovec, vedno Maroltovec. Nocoj bodo zaokrožili podelitev priznanj in plaket občinskim nagrajencem. Predstavili se bodo z 2 koreografijama, s prvo nas vabijo v Prekmurje. Prekmurski plesi ne morejo skriti, da so se oblikovali med ravninci. Iz njih vejejo sproščenost, širina, lirično občutje, ki je značilno zlasti za prekmurske pesmi. Postavitev prikazuje plesno zabavo po žetvi in povezuje nekatere značilne prekmurske plese. Najzanimivejši med njimi je tkalečka, pri kateri fantje tekmujejo v predevanju robcev iz ene roke v drugo z dvignjenimi koleni, s čimer posnemajo tkanje. Tempo plesa se stopnjuje, zato v krogu ostane le najspretnejši fant, zmagovalec. Oblačila so preprosta, predstavljajo vsakdanjo delavsko opravo kmetov na območju Prekmurja. Dame in gospodje, akademska folklorna skupina France Marolt.
Najslovesnejši del nocojšnjega večera je podelitev občinskih priznanj. Ta namenjamo zaslužnim občanom, posameznikom, podjetjem, društvom, skupinam, zavodom, združenjem. Nagrajenci izstopajo na različnih področjih, prispevajo k kakovostnejšemu, vsestransko bogatejšemu ter polnejšemu življenju v občini ter k ugledu in razvoju, ne le občine, ampak tudi širše skupnosti. Letos bosta podeljeni 2 priznanji občine Železniki za aktivno delovanje društev, priznanje za življenjsko delo prostovoljcev ter 2 plaketi. Prosim župana, da se mi ponovno pridruži, in Liljano Tolar, obenem pa tudi Gregorja Gartnerja, ki bo izjemne dosežke nagrajencev pospremil z branimi obrazložitvami. Priznanje občine Železniki za aktivno delovanje društev za leto 2023 na predlog Turističnega društva Železniki, ustanove Pohorski bataljon Gorazda Pintarja, Antona Globočnika in Mohorja Kejžarja prejme Kulturno društvo Rov Železniki. Nagrado bo prevzel predsednik Gregor Galjot. Kulturno društvo Rov Železniki je ključno za spodbujanje razvoja alternativne kulture na območju Sevške doline. Društvo je organizator najbolj prepoznavnega festivala težke in hrupne glasbe Kraval, na katerem je v 30 letih nastopilo preko 300 bendov z vseh celin. Med mnogimi drugimi so v Železnikih nastopili tudi Elvis Jackson, Slovenija, Led 3, Hrvaška, Iron Lung, ZDA, Marko Brecelj, Slovenija, Suffocate, Slovaška, Sunday Morning Einsteins, Švedska, Demerit, Kitajska in Cripple Bastards, Italija. Od leta 2020 Kulturno društvo Rov Železniki organizira praznik glasbe v Železnikih v sodelovanju s Sigic in koncertni cikel Vidra ni riba v lastni produkciji ob sodelovanju z javnim zavodom Ratitovec. Festival Kraval je izrazito mednarodni festival, na katerem so nastopale skupine z vsega sveta in je postal prepoznaven tudi izven meja Slovenije. Letos bo potekal že 30. Generacije glasbenih navdušencev so odraščale ob tem festivalu in z njim je Železnikom uspelo postati mesto alternative. Profesor dr. Rajko Muršič je v svojem citatu posebej izpostavil pomen organizacije glasbenega festivala Kraval ter celotnega glasbenega življenja v kraju, ki potrjuje, da se glasbeni navdušenci povsod po Sloveniji z ogromno srčnosti in volje razdajajo za glasbeno življenje v svojem lokalnem okolju. Zaradi vsega zgoraj navedenega menimo, da Kulturno društvo Rov Železniki zasluži občinsko priznanje za svoje delovanje v zadnjih 30 letih. Društvo se je trudilo za kulturo ter prepoznavnost Železnikov kot mesta alternative. Njihovo delo je pomembno za lokalno skupnost in prispeva k razvoju alternativne kulture v Sloveniji. Priznanje občine Železniki za aktivno delovanje društev za leto 2023 po sklepu občinskega sveta in na predlog Turističnega društva Železniki prejme športno društvo Omikron Plus. Nagrado bo prevzel predsednik Marko Kos. Športno društvo Omikron Plus, ki je pred kratkim praznovalo svojo 10-letnico delovanja, se je iz skoraj anonimnega društva, ki je imelo sedež v naši občini,
vendar je delovalo tako na širšem področju Slovenije, kot tudi v inozemstvu, razvilo v eno prepoznavnejših društev v občini. Društvo se je občini prvič predstavilo pred 10 leti s premierno organizacijo avtomobilske športne prireditve Prvi rejli železniki, kar nam je dalo vedeti, da bo tu šlo za hitra in hrupna tekmovanja. Tako so člani društva po skoraj 30 letih od zgodovinskih rejljev Loka rejli, Saturnus rejli, naše lepe konce zopet postavili v koledar tovrstnih prireditev. Da, letos je organizirana že 10. prireditev Rejli železniki. Ob strokovnem pristopu, povezovalni noti ter z vključevanjem vsega, kar bi prireditev naredilo še lepšo, prepoznavno in bolj bogato, pa ni videti, da bi ta trend v dolini kaj kmalu zamrl. Še več, obetajo se nove variante, tudi z bolj tiho, varčevalno vsebino, z veliko mero pozitivnega odnosa do okolja, z avtomobili na električni pogon. Zakaj je organizacija prireditve Rejli železniki nekaj tako odmevnega, posebnega? V tednu, ko poteka prireditev, ni od Škofje Loke pa tja do Cerkna in Bohinja moč najti proste postelje. Gostinski lokali po dolini so polni. Za varnost tekmovalcev, gledalcev in imetja ob trasi vedno poskrbijo člani domačih društev, ki jim seveda prireditev veliko pomeni za uresničitev poslanstva svojega društva. Vsako leto zmagovalec ene od hitrostnih preizkušenj domov odnese unikatno izdelano klekljeno čipko z zlato nitjo, tako imenovano zlato čipko, znak naše tradicije in marljivosti. Prireditev pomeni veliko priložnost pri prepoznavnosti naše dežele, kajti rejli ni le samo tekmovanje, je druženje ljudi z vseh koncev, ki s pomočjo člankov ter objav na socialnih omrežjih vedno poskrbijo, da se v naši lepi dolini govori in piše še dolgo po prireditvi. Iskrene čestitke obema društvoma, morda ne bo treba čakati, lahko se usedete, spoštovani župan, spoštovani nagrajenci. Vmes pa bomo zdajle do naslednjega postanka s podelitvijo šli s člani zasedbe, ki so pomemben del družabnega življenja, ne le v Železnikih, Sevški dolini, ampak tudi drugod. 5. desetletje delovanja se počasi polni, a jim kar ne more do živega. Pihalni orkester Alples Železniki in Darja Seliškar.
nadaljevanju podeljujemo priznanje za življenjsko delo prostovoljcev, ki se podeli za življenjsko delo prostovoljcev s poudarkom na neopaženih, manj izpostavljenih osebah. Občina Železniki na predlog županove liste Marka Gaserja podeljuje priznanje za življenjsko delo prostovoljcev za leto 2023 Matiju Nastranu. Matija Nastran se je prostovoljnemu gasilskemu društvu Sevca pridružil kot pionir. Leta vaj, gasilskih tekmovanj, izobraževanj in intervencij so ga naredila izkušenega gasilca. Aktivno članstvo v klubu študentov Sevške doline mu je dalo izkušnje pri organizaciji prireditev, ki jih je spretno prenesel v gasilske vrste. S prostovoljnim delom v športnem društvu Sevca pa je spoznal, da le s skupinskim delom lahko dosežeš zadani cilj. Ob 110. obletnici delovanja prostovoljnega gasilskega društva Sevca je bil urednik biltena 110 let delovanja PGD Sevca. Leta 2008 je takratno vodstvo na podlagi prizadevanja v Matiji spoznalo vrednote vodje. Zato so ga na volitvah društva predlagali za predsednika PGD Sevca. Na občnem zboru so ga potrdili in mu zaupali funkcijo predsednika za naslednji mandat, ki se je ob uspešnem vodenju podaljšal v 3 mandate. V vseh teh letih je kot prostovoljec delal in živel za gasilce. Društvo je pod njegovim vodstvom doseglo nepredstavljiv razvoj. Kupili so novo gasilsko vozilo s cisterno, 2 rabljena in en nov kombi za prevoz moštva, prikolico za prevoz trodelnega napada in ne nazadnje zgradili so nov gasilski dom. Posodobili so tudi ostalo gasilsko tehniko za posredovanje v požarih in ostalih nesrečah, ter poskrbeli za moderno osebno zaščitno opremo. Največ znanja, vodenja, kompetenc in izkušenj je prikazal pri načrtovanju, usklajevanju, koordiniranju in gradnji novega gasilskega doma, za kar je porabil nešteto prostovoljnih ur dela. Za uspešen razvoj društva gre zasluga prav Matiji, ki je znal voditi, poslušati, spodbujati in usmerjati ostale člane. Kot pravi, gre zahvala za vse zgoraj predvsem članicam in članom prostovoljnega gasilskega društva Sevca. Zase pa, da sta s poveljnikom Matjažem Podrekarjem le vodila krmilo društva. V teh izrečenih besedah se kaže skromnost Matije, ki sebi nikoli ni postavljal v ospredje, ampak je vse skozi gledal le na ugled, napredek in razvoj društva. Nemalokrat je zaradi nujnosti prostovoljstvo postavil celo pred družino. To prizadevanje se je pri ostalih članih društva odražalo skozi spoštovanje, upoštevanje in ugled Matije. Bil je organizator in vodja 35 veselic in ostalih družabnih dogodkov, na katerih je na vsakem sodelovalo več kot 40 članov. Na najzahtevnejših tudi več kot 60. Pravi, da mu je bilo najtežje takrat, ko je nekaj sunkov orkanskega vetra podrlo in polomilo veliki in mali prireditveni šotor. Namesto prireditve ob praznovanju 120-letnice delovanja društva so sevški gasilci morali pospraviti prireditveni šotor in z grozo seštevati nastalo škodo. Društvo je z organiziranjem številnih prireditev, zagnanostjo in trdim delom doseglo finančno stabilnost in možnost, da je v zadnjih 15 letih doživelo razcvet. Matija Nastran je tudi zelo aktiven operativni gasilec. Če je le možno, se udeleži vsake intervencije. Po činu je gasilski častnik 1. stopnje in ima opravljene številne specialnosti.
S svojim znanjem je uspešno vodil številne intervencije v Sevcih in okolici. V lanskem letu je gasil največja požara v Sloveniji, nad Potočami v Preddvoru in na Krasu. Za vse doseženo so mu na zadnjem občnem zboru ob predaji funkcije navzoči gasilci podelili naziv častni predsednik prostovoljnega gasilskega društva Sevca. Matija Nastran s prostovoljnim delom nadaljuje tudi v naslednjem 5-letnem mandatu, saj je bil izvoljen za tajnika PGD Sevca, v Gasilski zvezi Škofja Loka pa je predsednik nadzornega odbora. Iskreno čestitam. Če ste želeli morda še kaj dodati na mikrofon, lahko. Spoštovani župan, ostali gostje, dobitniki priznanj in obiskovalci današnje prireditve. Dovolite mi, da na kratko se zahvalimo prejemu priznanja za življenjsko delo prostovoljcev za leto 2023. Najprej gre zahvala predlagatelju, županovi listi Marka Gasarja, ki je v mojem dosedanjem prostovoljnem delu prepoznala odlike in me predlagala za priznanje, ter vsem svetnicam in svetnikom, ki ste me soglasno potrdili. Hvala družini, ženi Špeli in otrokom, da so me vse skozi podpirali in mi stali ob strani. Hvala staršem, tastu in tašči ter prijateljem, ki so namesto mene v času, ko ni šlo drugače, pazili na otroke. Odrekanja in dela je bilo res veliko. In na koncu hvala vsem članom, članicam in veteranom prostovoljnega gasilskega društva Sevca. To priznanje je del vseh nas, saj smo skupnimi močmi uspeli ustvariti res veliko. Še posebej hvala Matjažu Podrekarju, s katerim sva skupaj zadnjih 15 let izredno usklajena vodila v društvo. Priznanje mi osebno veliko pomeni in mi daje zadovoljstvo in ponos za opravljeno preteklo delo in odtehta številna odrekanja. Za naprej pa mi daje še dodaten razlog, da nadaljujem s prostovoljnim delom. Še enkrat hvala vsem, z gasilskim pozdravom na pomoč. Čestitam. Podelili bomo še letošnji najvišji občinski nagradi plaketi. Postanek do tja nas pa čaka s Klaro Koder in Štefanom Kejžarjem. Izvolite. Naj bo pomlad, ko preklivu
Plaketo občine podeljuje občina Železniki posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom ter drugim organizacijam ali skupnostim za večletne izjemne uspehe na posameznih področjih družbenih dejavnosti in gospodarstva, za dosežke trajnega pomena ob izredno humanem in požrtvovalnem dejanju, ob življenjskem ali delovnem jubileju ter drugih priložnostih. Nocoj podeljujemo 2 plaketi. Plaketo občine Železniki na predlog Turističnega društva Železniki Jane Rihteršič in Ane Trojar za ohranjanje kulturne dediščine klekljanja med otroki in odraslimi prejme Irena Benedičič. Čipka je v Železnikih v preteklosti pomenila vir preživetja, danes pa je izjemna kulturna dediščina. V čipkarski šoli, ki je bila v Železnikih ustanovljena leta 1907, je mesto učiteljice klekljanja v šolskem letu 1998-99 prevzela Irena Benedičič, po izobrazbi profesorica zgodovine in sociologije. Čipkarska šola danes deluje v okviru osnovne šole Železniki in v letih Ireninega poučevanja deluje odlično. Učenke in učenci čipkarske šole se vsako leto udeležujejo državnega tekmovanja iz znanja klekljanja v Idriji, kjer posegajo po najvišjih mestih, saj osvajajo zlata in srebrna priznanja ter naslov državnih prvakinj. Poleg tega so tekmovali in zmagovali tudi na domačem tekmovanju na čipkarskih dnevih ter na slovenskih klekljarskih dnevih v Žireh, na zabavnem hitrostnem tekmovanju v skupinskem klekljanju kitice in pripravi klekljarskega pribora. V Žireh Irena z učenci in učenkami sodeluje tudi na vsakoletnem natečaju. V letih delovanja Združenja slovenskih klekljaric in vseh, ki imajo čipke radi, so uspešno sodelovali na njihovem natečaju. Čipkarska šola vsako leto pripravi letno razstavo učenk in učencev na čipkarskih dnevih. Med sodelovanji na mednarodnih natečajih lahko izpostavimo prvo mesto Tine Mesec z avtorsko čipko Zmajski most na natečaju za mlade organizacije OIDFA in prvi mesti Mete Rejec ter Klare Šubic na natečaju združenja Fuseljamo. Po Ireninih besedah pa je največji uspeh, če radi klekljajo tudi po končani čipkarski šoli. Pravi, da svoje poslanstvo dobro opravi takrat, ko učenec v čipki odkrije nekaj lepega, nežnega, nekaj takšnega, kar radi iščemo v življenju, ko ga klekljanje umiri in napolni z idejami. Irena se je osnov klekljanja naučila pri svoji mami. Izobraževala se je pri Miri Kejžar, učiteljici klekljanja, ki je njeno znanje klekljanja preverila, popravila in postavila na takšen nivo, da je lahko pričela poučevati v šoli. Redno širi in poglablja znanje na izobraževanjih v čipkarski šoli Idrija, kjer se je lahko učila tudi od tujih klekljarskih strokovnjakinj. Dragocene izkušnje pa so z Ireno delile tudi domače starejše klekljarice iz Turističnega društva Železniki. Irena je dolgoletna članica Turističnega društva Železniki, v času čipkarskih dni organizira otroško klekljarsko ustvarjalnico in skrbi za izobraževanje odraslih. Je tudi članica svetovne organizacije za šivano in klekljano čipko OIDFA. S čipkarsko šolo Železniki je lani izdala publikacijo Izbrani motivi klekljane dediščine iz Železnikov. Plaketo občine Železniki na predlog kolektiva zaposlenih na osnovni šoli Železniki za dolgoletno uspešno vodenje osnovne šole Železniki prejme Franc Rant.
Vodenje ustanove, kot je šola, zahteva pedagoška, pravna, ekonomska in organizacijska znanja, prepoznavanje dobrih idej in korake do njihove uresničitve, preudarnost in kanček drznosti. To delo lahko uspešno upravlja le človek z integriteto. Franz Rand je vodenje osnovne šole Železniki predano in odgovorno opravljal zadnjih 27 let. V šolo v Železnikih je vstopil kot učitelj fizike in matematike, ter tam ostal do upokojitve. Od leta 1996, ko je bil njen ravnatelj, je šola napredovala na mnogih področjih. Upeljal je več sistemskih sprememb, na pedagoškem področju pa premišljeno uvajal organizacijske in vsebinske spremembe ter izboljšave. Postavljal je dolgoročne cilje. Leta 1999 je šola med prvimi v Sloveniji pristopila k projektu poskusnega uvajanja 9-letke. Ravnatelj je skupaj z učiteljicami sodeloval pri izboljšavah te reforme. Poznal je potrebe sodobne šole in lokalnega okolja ter razmišljal globalno. Že kot učitelj je spremljal razvoj informacijske tehnologije ter poskrbel za sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo ter tudi za ustrezna izobraževanja učencev in vseh zaposlenih. Ob ravnateljevi podpori se je šola vključila v raznolike, še vedno aktivne projekte, ki nadgradijo poslanstvo vzgojno-izobraževalnega dela. Dejavno in povezovalno je sodeloval v kar 5 večletnih evropskih projektih, v katere so učitelji skupaj z učenci vključili tudi posameznike in podjetja iz Sevške doline. Kljub omejenim sredstvom je poskrbel za zgledno opremljenost in vzdrževanje prostorov, vlagal v investicije, didaktična sredstva, učna gradiva. V sodelovanju z občino Železniki so bila v času njegovega vodenja na vseh šolskih stavbah in obeh vrtcih opravljena večja gradbena dela, s pomočjo evropskih sredstev pa tudi energetska sanacija. Nekatere izmed šol so dobile dodatne učilnice, vrtec v Železnikih, nekaj igralnic, v Sevcih pa se je odprl nov jaslični oddelek. Ravnatelj Franz Rand je vedno prisluhnil tudi staršem, skrbel je za zdravo učno okolje, ustrezne prilagoditve in pomoč vsakemu, ki jo je potreboval. Nikoli ni pozabil, da je šola živahen prostor pridobivanja znanja in izkušenj, odraščanja in zorenja. Zavedal se je pomena medsebojnih odnosov in sodelovalnega dela ter dejstva, da so za pozitivno delovno vzdušje in uspehe učencev potrebni srčni ljudje z zdravim razumom ter strpni in ustvarjalni učitelji, ki živijo svoje poslanstvo. Leta 2005 je šola prejela priznanje Blaža Komerdeja, ob 200-letnici šolstva v Železnikih leta 2015 pa plaketo občine Železniki. Z vizijo vzgoja, zadovoljstvo in učenje, most v nadaljne življenje, ki so ji v šoli sledili zadnjih 27 let in jo udejanjajo še danes, je gospod Franz Rand začrtal pot sodobne šole, ki temelji na tradicionalnih vrednotah. Iskrene čestitke tudi obema prejemnikoma plaket. To sta torej še zadnja dva od letošnjih občinskih nagrajencev. Ob koncu, že v neuradnem delu, vas bomo še enkrat vse skupaj povabili na oder za eno skupinsko fotografiranje. Verjamem, da fotografi čakajo na to, tako da kar brez skrbi. V sklepnem delu uradnega dela pa bodo še enkrat zaplesali Maroltovci. Predstavili se bodo s koreografijo Tri mazurke. To je kratka odrska postavitev, katere rdeča nit
Ni prikazovanje plesov posamezne regije, ampak prikaz 3 različnih oblik mazurk, ki so bile poznane na Slovenskem. Prva mazurka je s Primorske, kjer se v glasbi sliši nekoliko mediteranskih vplivov. Prav tako je slog plesa mehkejši in tudi bolj tekoč. Druga mazurka je s Koroške, območja, ki je danes sicer v Avstriji, a tam živi slovenska etnična manjšina. Ples je zelo poskočen in živahen. Tretja mazurka pa je mazurka z Gorenjske, katere značilnost je, da v gibanju vsebuje pavze, zaradi česar se gibanje lahko na videz ne ujema z glasbeno spremljavo. Pospremimo jih na oder, želim pa vam, da ob nastopu uživate vsaj pol toliko kot fantje in dekleta.
plesom in glasbo zaokrožamo nocojšnjo slovesnost. Začeli smo jo v Sevcih, prepotovali v kulturnem programu ničkoliko tako časovnih kot prostorskih razdalj in ob koncu se v Sevce spet vračamo z dokumentom, ki nas je leta 973 postavil na zemljevid takrat znanega zapisanega sveta. Dokument sodi v sklop najstarejših, najpomembnejših za razumevanje zgodovine slovenskega ozemlja, tudi koščka pod Ratitovcem, na katerem se prihodnja zgodovina Sevc in celotne občine zapisuje ob hkratnem soustvarjanju vseh občanov. Koliko plemenitosti premorejo, smo slišali v branih obrazložitvah letošnjih nagrajencev, videli, ko so stali tule na odru, zato predlagam, da prav vsem še enkrat namenimo en topel aplavz hvaležnosti. Res je, da bi še marsikdo lahko stopil na njihovo mesto, morda se bo to v prihodnosti tudi zgodilo. Dejstvo pa je, da med nami živijo ljudje, ki imajo res veliko srce, ki bije za sočloveka. Zdaj ste verjetno že ugotovili, da namigujem ne le na Katrco, ki je ves večer samevala tule v kotu športne dvorane v Železnikih, imenujejo jo celo simbol slovenske dobrote, ampak še bolj tudi na lastnika Katrce, Tomaža Habjana iz Sevc, ki ga prijazno vabim, da se mi ob koncu slovesnosti pridruži tule na prizorišču. Tomaž, izvolite. Živijo. Ja, kot zadnji lastnik Pahorjeve Katrce s svojimi potepi, dobrimi deli še kar nadaljujete, nadaljevali ste tisto Pahorjevo gesto, ne, pa potem so bratje Frater zbrali kar precej enih evrov in tudi vi ste sledili tej gesti, niste se izneverili tej njihovi tradiciji in tako Katra zdaj vozi že tretji krog. Kako dobro se pa počuti pri vas v Sevcih? Ja, mislim, da se kar dobro počuti. Za popularnost so sicer poskrbeli in Pahor in brati Frater, so pač nakazali, ki so jo kupili za 60.000 evrov, pa so zbrali še 275.000 evrov, tako da mislim, da se super počutno. Pa še lastnik si vzame precej dopusta pa časa, da jo vozi okoli. Da jo malo čoha. Ja, Koliko? nisem še nobenega avta upravil, kot zdaj tega. Zato, ker je Pahorjevo, zato, ker se vam tako dopade? Zato, ker jo moram. Prej ste rekli, da ste kar precej kilometrov že naredili zdaj v teh zadnjih 2 mesecih in pol, ker jo imate. Koliko se jih je pa nabralo na števcu? Ja, skoraj 2500. To je pa zato, ker smo bili kar na večjih koncih teh Slovenije. Bili smo v Ravnah, bili smo v Novem mestu, v Celju, Krškem, Bledu, Novgoric, Škofji Lok, dobro, Ljubljani je odpadel, ki je bil dež, pa danes v Železniki. No, to je kar dodatna zaposlitev ali pa dodatno delo, ne, še zraven. Če samo naštevate tele kraje, ki ste jih obiskali v zadnjih 2 mesecih, tretji krog, torej, kaj se je dogajalo v tem času, ko je Katrca prišla v Sevca? Ja, začel se je v bistvu tako, da me je Špela, to je Urbanova mami, poklicala, to je že kar kmalu, in me je prosila za sodelovanje, jaz sem z veseljem sprejel, poj pa malo je tudi pojamrala, da je še manjka 200.000 evrov, da se je akcija malo ustavila in da upam nam pospešk tole Katrco. No. In je uspel? Poj pa ta pospešk mislim, da kar uspel, zbrali smo 300.000 evrov za Urbana. In presegel vsa pričakovanja. No, pa še 30.000 evrov je pa še naračunal pač sam za Katrco, to bomo pa malo podelili med invalide pa med Urbane. No, ampak ko vi to poveste, ne, koliko ste zbrali v vsem tem času, je to slišati sila enostavno, ampak 300.000 evrov ste rekli, ni kar tako. Ja, to akcijo je v bistvu vodila Urbanova mami, ona je pač imela že več izkušenj z tega, jaz sem pa sam mal za support. Tako, in zaključujete ta konec tedna?
Ja, ta konc tedna zaključujem tukaj, še na čipkarske dneve, v nedeljo verjeten, pa je pa to. Je pa danes še do polnoči, katerca 5, katerca 10, pa se pa tudi to ugasne. Dobro, se pravi, velja povabilo, nocoj do polnoči, sicer še na čipkarske dneve, ne? Danes, jutri, v nedeljo, sicer pa že snujete kakšno novo akcijo, kakšen nov izziv? Ja, plan je, da bi v naslednjih letih se pač moj sin Aljoša malo ukvarjal s to akcijo, vsak let kakšno akcijo 2, za namen pomoč tetraplegikom, kot preventivna akcija ali pa kot pomoč kakšnemu poškodovanemu. No. Dame in gospodje, Tomaž Habjan. Hvala. Hvala lepa. Za nocoj se torej z lastnostmi, kot so srčnost, dobrota, pomoč, dobroželjnost in hvaležnost, naše nocojšnje praznične popotovanje tudi zaključi. Vse našteto pa so tudi lastnosti letošnjih občinskih nagrajencev, ki so nagrade prevzeli za minulo delo. Mi pa se skupaj z njimi v trenutku, ko je sicer še čas za slavje, čestitke in dobre želje, že oziramo tudi v prihodnost. Če jo soustvarjamo že tukaj in zdaj, potem naj nas vodijo le dobra dela. Če so iskrena, dobronamerna ter v dobro vsaj 2, če ne širše skupnosti, jih zna slednja kar hitro prepoznati. Zato na mnogo lepih gest v Sevški dolini tudi v prihodnje, predvsem pa prijetno druženje in praznovanje želim v nadaljevanju večera s povabilom na neuradni del slovesnosti s pogostitvijo z dobrotami domačih kmetij. Nikar preveč ne hitite domov, za vse bo dovolj, verjamem pa, da je tisto nekaj več, kar bo dopolnilo nocojšnji večer tudi druženje in pa klepet morda s starimi znanci. Tako da vam vsem skupaj želim en lep, prijeten večer in lepo praznovanje še naprej. Srečno, Sevška dolina!